Pozdravljeni. Kaj je naša edina naloga na tem svetu? Izkaže se, da je naša edina naloga, edino delo, ki ga imamo za opraviti, to, da najdemo samega sebe. Vse, kar nam pride nasproti, in vse, kar počnemo, in kamorkoli se odpravimo, vse so to na nek način učila o sebi. Vse, kar počnemo, nas uči, kdo v resnici smo. In ko ugotovimo, ko dvignemo zavedanje na tolikšno stopnjo, da se res zavedamo, kdo smo, potem življenje postane dejansko igra. Zakaj? Zato, ker se zavedamo, da smo hkrati del tega sveta in hkrati, da nismo del tega sveta. Tako, ta resnost in slep nagon in vsa ta naša iluzija po iskanju nečesa boljšega, ali pa da bi karkoli si lahko dodali, odpade. In ko najdemo sebe, ko si dejansko dovolimo biti to, kar v resnici smo, se ta igra začne odvijati z peresno lahkostjo. Torej, brez teže, ne čutimo več nekih nujnih potreb, ne nosimo v sebi stvari, ki niso originalne nam samim, in na ta način je možno dejansko leteti. Ja, v čem leteti? To dejansko pomeni, da nam teža tega sveta, nam vse te preizkušnje, ki prihajajo nam nasproti, ne predstavljajo več problemov, izzivov, ker letimo dovolj visoko, da vidimo resnico. Torej, da vidimo, da smo večji od vsega, kar nam lahko pride nasproti. In ko smo v tem stanju letenja, torej lahkosti, potem vse, kar nam preostane, je, da dovolimo, da se zgodi Božja volja. In s tem se počutimo še bolj osvobojene, ker vemo, da stvarnik ne more zgrešiti. To lahko storimo le mi sami z našimi glavami, ko si mislimo in zamišljamo, da bi lahko naredili bolje od boljšega, lepše od lepšega. Kar pa seveda ni možno, razen v iluziji.
Tako, in to stanje lahko doseže vsak, ki si tega želi in predvsem upa spustiti vsa lažna prepričanja in programe in vse, kar si je skozi tek svojega življenja naložil, da mu ne omogoča biti originalen. Le upati si moramo, dovoliti, spustiti, da lahko spet letimo, kot otroci to znajo. Hvala.